Lepo pozdravljeni. Letos nam je jesen postregla s čudovito naravo, sončno, toplo je bilo v teh dneh. Zato smo se odločili v goste povabiti Ano Hace, ki nam bo predstavila poslanstvo društva Morigenos. Ana, pozdravljena. Hvala. Skoraj v domačih krajih, tako? Ja, tako je bo. Drugače sem iz Zagorja, ampak zdaj sem že nekaj časa v Piranu, prav zaradi društva. So pa morda gledalci verjetno niso iz tega mojega uvoda zaključili, zakaj gre. Namreč podala si se na morje. Morigenos tudi v starem keltskem jeziku pomeni rojen v morju in tam seveda prebivajo delfini. Ja, tako je. Društvo je bilo ustanovljeno v letu 2001 in od leta 2002 se je začelo raziskovanje delfinov tukaj pri nas. In kmalu potem, ko sem nekako zaznala, da to društvo obstaja, sem se potem tudi sama priključila in od takrat me pot večkrat vodila na primorske konce in zdaj praktično dol tudi bivam. So delfini od nekdaj v slovenskem morju, morda nekakšen povprečen občan Slovenije niti ne ve, da ti prebivajo v slovenskih morjih? Ja, delfini so stalni del morske favne pri nas, tako da ni nič nenavadnega, da delfini pri nas so. Je pa res, da jih mogoče zdaj v zadnjih 10 letih ljudje niso toliko videvali kot recimo domačini prej. Pa mogoče zato se komu zdelo to malo bolj eksotično, čeprav to sploh ni. Res dejansko stalna populacija je tukaj delfinov. Kakšni so sploh vzgibi za ustanovitev društva in osnovni namen ter seveda tudi poslanstvo? Ja, tako je, delfini so zelo karizmatične živali. Mislim, da skoraj ni človeka, ki mu ne bi bili delfini všeč, no in tudi našemu predsedniku Tilnu so bili delfini všeč že, ko je bil mali. Prvič jih je srečal in videl na Lošinju, ker je tudi ena organizacija, ki se ukvarja s preučevanjem delfinov tam. Ko ga je začela stvar bolj zanimati, v bistvu se je že takrat on odločil, da bo raziskoval delfine. Nismo pa vedeli, kaj se dogaja tukaj pri nas. Namreč pred ustanovitvijo našega društva se nihče ni ukvarjal z raziskovanjem delfinov tukaj pri nas. Recimo, vedeli so, da se delfini tukaj občasno pojavljajo, nihče pa ni vedel, da je tukaj stalna populacija. Tako da to je bilo eno izmed vprašanj, ki smo ga hoteli rešiti. Dobro, delfini vemo, so na Hrvaškem, kaj pa se dogaja tle pri nas v Sloveniji, in tako se je začelo. Prvo je bilo samo vprašanje, dobro, dajmo pogledati, če so delfini tukaj so, in iz tega je pol res nastal en tak dolgoročen projekt, ki je zdaj res praktično tudi znan vse posodno po svetu tudi. Torej ste nekako zaorali v ledino. Tako je. Prizadevate si pa tudi omogočiti in pa seveda predvsem ohraniti ustrezne pogoje za življenje delfinov v slovenskem morju. Kakšni so pravzaprav tisti optimalni pogoji za njihovo prisotnost? Ja, zdaj, delfini so zelo pomemben del morskega ekosistema, namreč so plenilci na vrhu prehranjevalne verige, imajo tudi dolgo življenjsko dobo in nekako tudi nekakšni bioindikatorji pa pokazatelji stanja v morju. Poleg tega so tudi krovna vrsta, kar pomeni, da v bistvu, če omogočimo recimo dober morski ekosistem, ki je sposoben vzdrževati te plenilce na vrhu prehranjevalne verige, s tem v bistvu zavarujemo tudi ostale vrste, ki tukaj živijo in pripomoremo k boljši biodiverziteti. Zdaj, naše morje, tukaj imamo en mali delček. Seveda se delfini tukaj ne živijo samo v slovenskih vodah, se pomikajo tudi vse sosednje hrvaške in pa tudi italijanske vode. Tako da jih raziskujemo praktično po celotnem Tržaškem zalivu. Je pa ta zaliv pol zaprt, dosti plitev in zaradi tega tudi ekološko bolj občutljiv. To je že ena izmed stvari, na katero moramo malo bolj paziti. Poleg tega pa tukaj tudi dosti pritiskov. Obala je dosti poseljena, recimo tudi dosti je pomorskega prometa. Vse to privede tudi recimo malo večjega onesnaževanja in tako.
In vse to so stvari, ki pač vplivajo tudi na delfine. V zadnjih 10 letih predvsem opazimo porast turizma. Kako vplivata samo ribištvo in pa turizem? Ja, tako zdaj Slovenija kot taka nimamo nekega masovnega ali pa velikega ribištva, ki bi, ne vem, zelo ključno vplivalo na delfine. Smo recimo že imeli primere, da so bili delfini v teh manjših stoječih mrežah, ki jih ribiči uporabljajo, ampak na srečo se to ne dogaja pogosto. Kot veste, so to dosti pametne živali, se znajdejo, se naučijo stvari. Tako da že vejo recimo, kako kratiti ribe. Drugače pa tudi turizem, je pa vedno več turizma. Tako da je to problem. Prav zaradi recimo malo več onesnaženja, recimo tudi med glavno sezono, tudi se pozna vikendi in poletje, zelo velike teh malih bark, hitrih bark, ki lahko plivajo. Poleg recimo ena stvar je podvodni hrup, namreč glavno čutilo delfinov je sluh, z njim se sporazumevajo, se tudi iščejo hrano, orientirajo in če se ne slišijo dobro, to že vpliva na to, da si ne morejo dobro poiskati hrane, da ne morejo komunicirati. In recimo smo opazili, da se v tej višku sezone, ko je dosti plovil tle okoli blizu obale in je dosti tudi hrupa podvodnega, da se raje zadržujejo bolj na odprtem. Potem druga stvar je, da ljudje večkrat ne gledajo, kje vozijo in res šibajo dosti preblizu tudi obale, kar konec koncev ogroža tudi kopalce, pa tudi delfine. Lahko se zgodi, da pač pride tudi do trkov. Na srečo nismo imeli veliko takih primerov, ampak pač tudi to se lahko zgodi recimo. Sicer ste opazili v Slovenskem morju nekje 150, malce več različnih delfinov, 70 oziroma nekje do številke 100 pa jih redno živi v Slovenskem morju, seveda z izleti v italijansko in hrvaško, glede na to, da delfini meja ne poznajo. Koliko šteje povprečna skupina, v katerih se zadržujejo, če se zadržujejo v skupinah in kako se organizirajo, kako poteka njihovo življenje? Ja, zanimivo vprašanje. Mislim, da bi se lahko nekaj časa o tem pogovarjali, ampak tako na hitro, da povzamem. V bistvu delfin, populacija, ki uporablja to naše morje stalno preko celega leta, je ta, ki uporablja praktično večji del severnega Jadrana. Tako da tudi mi recimo nikoli ne vemo, kdaj in kje jih bomo našli. Je res, da imamo že nekaj več kot 150 identificiranih, ne uporabljajo pa vsi območje enako, kot ste omenili. Se pravi, 40 do 70 do 100 nekje delfinov je takšnih, ki jih res preko celega leta videvamo in bi lahko rekli, da so domačini, v bistvu tukaj pri nas. Pa uporabljajo to območje vse za prehranjevanje, za razmnoževanje, za skrb za mladiče, recimo tudi počivajo tukaj, pač uporabljajo ga za vse svoje življenjske potrebe. In skupine se dosti mešajo prav za to vrsto, ki je edina stalna pri nas, to je velika pliskovka. Verjetno jo poznate iz serije Flipper, vsaj večina. To je ta edina stalna vrsta, ki se danes pojavlja pri nas. In za njih je zelo značilno, da živijo v dosti mešanih skupinah. Ena recimo, kakšne druge vrste, kot so orke, ki so tudi ljudem bolj znane, imajo prav družinske skupine, jate, imajo babico, ki vodi vse zadeve in pač družinske člani in so skupaj praktično celo življenje. Medtem ko recimo velika plivskaka, pri njih pa velja, da se skupine malo bolj mešajo. Tako da recimo včasih lahko opazimo, ne vem, enega delfina ali pa 5 v skupini, lahko pa že naslednji dan recimo opazimo iste delfine v skupini 30 delfinov. Tako da se pač te skupine malce bolj mešajo. Ena izmed zanimivih stvari med drugim je tudi ta, da smo ugotovili preko analiz socialne strukture, da imamo dve malo večji skupini, ki lahko štejejo tudi 60 delfinov in več, ki se med sabo zelo redko mešata. Čeprav uporabljajo isto območje, ga ne uporabljajo recimo v istih časih in tudi recimo njihove interakcije z ribiči so recimo drugačne. Recimo eni radi sledijo ribiškim barkam, drugi sploh ne. Tako da tudi tle recimo so razlike.
In ne vem, zadnje genetske raziskave, ki so bile upravljene, so tudi pokazale, da ta populacija tukaj v severnem Jadranu je zelo drugačna recimo od drugih delfinov genetsko v Jadranskem morju. In tudi recimo s tisto populacijo okolici Cresa in Lošinja se ne meša. Tako da govorimo vsaj o dveh subpopulacijah tukaj. Koliko pa je sicer vrst delfinov? Po celem svetu je zdaj znanih 36 različnih vrst delfinov. Pri nas recimo je včasih živela še ena vrsta delfinov, navadni delfin. Ta je nažalost zdaj regionalno izumrla vrsta iz Jadrana, v Sredozemskem morju še prisotna, ampak tudi tam je že na rdeči listi ogroženih vrst. Je pa bilo zdaj nekaj opažen, ne vem, mogoče kdo zasledil po novicah, ena malo večja skupina navadnih delfinov je bila v okolici Kornatov opažena letos. To seveda še ne pomeni, da se je ta vrsta vrnila samo v to okolje, ne, ampak pač tako. Ni nenavadno recimo, da tudi kakšna druga vrsta pride sem, ki sicer ni tukaj stalno prisotna. Tudi kiti med drugim. Ste jih že zasledili, kite namreč? Ja, smo. Leta 2009 smo imeli eno zelo nenavadno obisk, bi lahko rekli. Tukaj se je pojavil kit grbavec. To je vrsta, ki niti ni stalno prisotna v Sredozemskem morju, kaj šele v Jadranu, ampak ta kit je očitno, lahko bi rekli, prišel malo na obisk. 3 mesece se je zadrževal tukaj v Tržaškem zalivu, videvali smo ga pred Piranom, Strunjanom. Šlo je za mladega samca, zelo je bil tudi malo radoveden, tako vmes, dostikrat prišel blizu plovil in tako kot je prišel sem, nihče ga namreč ni videl prihajati gor v severni Jadran, je tudi izginil. Praktično po 3 mesecih vmes, en dan ga ni bilo več in to je bilo to, niti ga nismo več opazili. Poslali smo fotografije in vse podatke, ki smo jih mi zbrali, kolegom, ki se ukvarjajo z raziskovanjem te vrste v Atlantiku, namreč najbližja populacija je v Severnem Atlantiku in tega kita še niso tam imeli v tem njihovi bazi oziroma tem katalogu, tako da so ga uvrstili tam. Zdaj samo upamo, da mogoče še kdaj slišimo kaj o tem našem Janezu, tako kot so ga poimenovali. Ja. Kako sicer sodelujete z različnimi organizacijami po Evropi in predvidevam tudi po svetu? Ja, moram reči, da zelo dobro. Recimo že sam na lokalni ravni in v Sredozemlju praktično poznamo vse ljudi, ki se ukvarjajo in znanstveniki, ki se ukvarjajo z raziskovanjem različnih populacij tu okoli. Redno se udeležujemo recimo mednarodnih pa evropskih srečanj za kite in delfine in konferenc, pa tudi svetovnih. Tako da to je zelo dobro recimo tudi na ta način, da se več zve, ne? Recimo se izmenja kakšne podatke, se naredi kakšen večji skupni projekt. Pa tudi tako, recimo, ko pridejo v kakšnih situacij, imeli smo recimo kot zanimivost tudi že opaženo, en problem je lahko tudi recimo zavržena mreža ali pa recimo odpadki in tako. In te stvari se tudi lahko, recimo tudi delfini se lahko zapletejo, ne. In imeli smo primer mladiča, ki je bil zapleten delno v en del mreže, ki smo jo dejansko rezala v hrbtno plavut. Mi recimo s tem nismo imeli prej konkretnih izkušenj, pa smo se povezali z raziskovalci, ki dejansko več takih stvari opažajo in recimo na ta način pač poskusili čim več narediti, kar je v naši moči, da jim pomagamo. In ste ga uspeli, upam, rešiti? Prišli smo do zaključka, da je boljše, včasih recimo je dostikrat tako, da na vsak način hočemo pomagati, pa v bistvu naredimo več slabega kot dobrega. Vedno je treba imeti malo pretehtati stvari iz enega in drugega zornega kota. Namreč ta mladič je bil še odvisen od mame. Poleg tega, če bi hoteli mi to mrežo mu nekako odstraniti, bi mogli delfina ujeti, ker je spet zelo dodaten velik stres.
Z opazovanjem smo videli, da zelo verjetno lahko, da bi ta mreža pač mu odstranila hrbtno plavut, kar sigurno ni prijetno, kljub temu pa so delfini zmožni tudi tako še preživeti. Več je recimo primerov tudi okolice Floride, ko kakšni propelerji odsekajo kakšen del plavuti, kakšnemu delfinu pa vseeno pač preživi s tem, da pač malo težje plava. Tako da smo se odločili, da mogoče vseeno boljš, glede na to, da je normalno sledil skupini, očitno se je tudi prehranjeval, nič drugega ni bilo narobe z njim, da pač ga samo spremljamo, če bi karkoli bilo, da bi bilo karkoli treba intervenirati bi, ampak ni bilo potrebno, no, tako da, ja. Obstaja v severnem Jadranu še kakšna organizacija, morda na hrvaški ali italijanski strani, s katero sodelujete in seveda proučuje delfine? Zdaj v Italiji je eno zavarovano območje v Miramaru, s katerim dobro sodelujemo. Oni se sicer ne ukvarjajo primarno z raziskovanjem delfinov, ampak koliko jih vidijo v svojem območju, nam sporočijo. Na Hrvaškem je še ena organizacija Plavi svet, sicer oni proučujejo malo niže dol, izmenjujemo podatke. V Italiji pa sicer obstaja še ena malo večja organizacija, s katero tudi dobro sodelujemo, imajo pa različne projekte. Ne samo v Italiji, ampak recimo tudi v Grčiji in tako. Ja. Tudi vi proučevanje delfinov dopolnjujete z morskimi želvami? Ja, tudi želve so redne obiskovalke našega morja. Sicer ena vrsta, ki je tu redno prisotna, sicer ne skozi celo leto, je glavata kareta. In prav severni Jadran je zelo pomembno območje za te želve, predvsem mlade želvice, ki uporabljajo to območje za prehranjevanje, namreč ni tako globoko, in lažje si najdejo in poiščejo hrano. So pa to želve, ki drugače gnezdijo recimo največ v Grčiji in Cipru in potem prihajajo sem gor se hraniti čez poletje. Delfini v Slovenskem morju sicer veljajo za ene najbolj proučenih. Kateri dejavniki so sploh pomembni pri raziskovanju in zakaj je njihovo proučevanje tako pomembno, poleg seveda same ohranitve vrste? Ja, kot smo omenili na začetku, so zelo pomembna vrsta in krovna vrsta in pomemben del morskega ekosistema. Kar se tiče raziskovanja, pa glavna metoda, ki jo uporabljamo, je fotoidentifikacija. To je zelo neinvazivna metoda. Praktično delfine, ko jih najdemo in recimo sledimo, potem zberemo čim več podatkov, jih poslikamo, kar je glavni namen te metode. Namreč preko fotografij lahko posamezne delfine prepoznamo, ker imajo drugačne hrbtne plavuti, kot naši prstni odtisi v bistvu so. In na ta način lahko pač preko z dolgoročnim raziskovanjem marsikaj izvemo o teh delfinih in o sami ekologiji, recimo koliko je velika ta populacija, kakšno območje uporabljajo, kakšno območje recimo, ki je bolj pomembno, kakšna je socialna struktura in podobno. Potem poleg tega recimo dopolnjujemo tudi z akustičnim monitoringom in pa pač še drugimi. Dosti je metod, ki se pač potem dopolnjujejo, da lahko dobiš celotno sliko o tem, kaj se dogaja s temi delfini in nasplošno z morskim ekosistemom pri nas. Je majhnost slovenskega morja v tem primeru prednost ali slabost? Eno in drugo bi lahko rekli. Praktično mi pokrivamo celotno teritorialno vode Republike Slovenije, ampak seveda pa vemo, da naši delfini ne uporabljajo samo slovenske vode, tako da praktično tudi mi imamo dovoljenja za raziskovanje v italijanskih in hrvaških vodah. Kaj pa je vas prignalo k delfinom in v to društvo? Nekako osveščanje javnosti in posvečenost raziskavam, ohranjanje ekosistema za delfine sigurno nakazuje kar veliko srčnost. Ja, mene je od vedno zanimala, pač vedno sem bila rada v naravi, vedno sem imela zelo rada živali in pač delfini so bile ene izmed teh živali, ki so tudi mene pritegnile in pač slučajno sem za društvo izvedla v času svojega študija, se vključila v društvo kot članica, šla sem na en raziskovalni tabor in potem pač, ker je to stvar, ki me zanimala, sem tukaj pač potem tudi ostala in evo, zdaj sem že več kot 10 let v društvu. Pa drugi morda veš tudi razloge za druge člane?
Ja, vse nas druži ta ljubezen do delfinov in narave. Tako da potem, ko vidiš, da delfini tukaj so in res pač to je ena izmed stvari, mislim, na katero smo lahko ponosni in je tudi zelo pomembno, da jih ohranimo tukaj in zato se tudi trudimo v tej smeri. Je izobrazba pomembna za članstvo v društvu? Izobrazba kot taka ni pomembna v tem smislu, da se ne bi mogel vključiti v društvo. Namreč tudi aktivni člani društva smo iz različnih vej, bi lahko rekli. Tako imamo biologe, veterinarje, jaz sem recimo geografinja, potem imamo športnike. Vsak na svoj način lahko prispeva k tem, da pač društvo deluje kot celota in da pač vsak zna nekaj drugega in to potem dopolnjujemo. Se spomniš prvega stika z delfini in seveda občutkov, ki so bili takrat prisotni v tebi? Ja, to je bil res en zelo poseben dan. Zame bila sem na tem raziskovalnem taboru, ki sem se ga udeležila. Seveda ni bilo pogojeno, da delfine bomo videli, jaz sem to dobro vedela, ampak vedno je tista želja, da ja, mogoče pa bo, In prav na tistem taboru nismo imeli prav veliko opažanj, ampak takrat, ko smo mi imeli opažanje, sem bila jaz na čolnu in to je bilo res eno unikatno doživetje. Res pač meni je bilo vedno to, pač, ko vidim delfine, da jih vidim v divjini in res jih je zanimivo videti. Res take zelo karizmatične živali in pač neverjetno. Tudi zdaj, recimo, vsakeč, ko gremo ven, nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo in je res zelo zanimivo. In tudi ko so živahni, sploh zelo dobro, recimo, ki pridejo včasih prav čez pod čoln, pa opazujejo, gledajo ven in pa res ne veš, kdo zdaj koga opazuje. Ali mi delfine ali oni nas upojo, eni drugega. Imajo tudi različne karaktere, kot je razvidno na spletni strani društva. Ja, res je. Recimo eni so bolj družabni, pa dosti več skačejo, drugi so bolj mirni. Vse te stvari, recimo, smo tudi mi zdaj opazili s tem dolgoročnim raziskovanjem, ki ga opravimo, so tudi nekatere delfine, ki so res te stalne, ki so tu preko celega leta. Bi lahko rekli, da že zelo dobro poznamo in tudi oni mogoče nas malo bolj. Namreč vedno se jim približamo na enak način, jih čim manj motimo in so oni tisti, ki se recimo približajo našem čolnu, če so dobre volje. Tabor pa še vedno poteka vsako leto. Je eden od pripomočkov tudi ta daljnogled, ki si ga prinesla v studio? Ja, tako je. Med raziskovalnimi tabori uporabljamo med drugim tudi daljnoglede, predvsem na kopenski opazovalni točki, odkjer praktično delfine z daljnogledi iščemo. To zna biti včasih kar naporno, namreč pač lahko so delfini čist pred Piranom, lahko so pa čist kje druge in jih je treba včasih tudi po, več ur skupaj iskati. Ponavadi med tabori je pa tako, da se razdelimo sicer v dve skupini. Ena gre na kopensko opazovalno točko, kjer išče delfine z daljnogledi in s prostimi očmi. Druga ekipa se pa poda na morje z našim čolnom in se odpravi čim bolj na tle od obale, prav zato, da si recimo več možnosti zagotovimo, da delfine dejansko najdemo. Je to osnovni način opazovanja? Ja, tako poteka recimo samo iskanje. To je prvi del recimo raziskovanja. Najprej treba delfine najti, kar ni vedno lahko, potem pa se začne sledenje skupini, zbiranje podatkov. Je ta daljnogled v čem poseben v primerjavi s tistimi, ki jih marsikdo uporablja za opazovanje, denimo krajine? Tale je dosti dober daljnogled, drugače imamo pa tudi druge, ki niso vsi tako dobri kot ta, recimo. Pač ni nič posebnega, razen to, da recimo je vodoodporen tale. Potem tukaj recimo se tudi vidi, notri ima še azimut. To nam recimo dosti pomaga, da potem lahko točno določimo smer, v kateri opazimo delfine. Nimajo pa vsi naši daljnogledi azimutov in niso vsi vodoodporni. Kolikšna je povprečna skupina udeležencev tabora? Na tabor sprejmemo po 6 ljudi
maksimalno, namreč to nam omogoča, da je skupina vseeno dovolj majhna in dovolj velika, da lahko kot ekipa recimo opravljamo delo. Ne. Te tabori trajajo sicer 10 dni, lahko se priključi kdorkoli, ni potrebna kakršnakoli podlaga, vsega se pač ljudje naučijo tam, imamo delavnice in povemo, kaj stvari potekajo in dejansko pač pomagajo pri samem raziskovanju in izkusijo pač tudi, kakšno je življenje raziskovalca na ta način. Se udeležujejo bolj mlajši ali starejši? Čist različno. Recimo pač spodnja meja je 16 let, tako da imeli smo tudi že recimo gospoda, ki bo star 80 let. Pač glavni pogoj je to, da imajo nekako še, da so še kolikor toliko dobri kondiciji, no, ker včasih je treba recimo tudi malo hitreje iti na teren, če nekdo javi, da so kje delfini, treba biti kar hiter, ker nas ponavadi ne čakajo. Organizirate pa tudi druge dogodke, s pomočjo katerih nekako informirate javnost, recimo Noč delfinov, pa Dan delfinov. Kaj je osnovni namen, poleg tega, da seveda ljudje izvejo, da v slovenskem morju obstajajo delfini in da se lahko nekako pridružijo vašemu društvu oziroma vas podprejo na druge načine? Ja, poleg raziskovanja in monitoringa delfinov, ki je seveda naša glavna stvar, ki jo počnemo, je zelo pomembno, pa če želimo delfine tukaj pri nas ohraniti, so tudi druge stvari zelo pomembne, med drugim ozaveščanje javnosti, pa izobraževanje, tako da prav te stvari, naši izobraževalni programi in vsi dogodki, ki jih organiziramo, so prav temu namenjeni. Ne. Želimo, da ljudje izvejo, da so delfini tukaj, da so ponosni na to, da imamo delfine tukaj in da nam tudi pomagajo pri ohranjanju delfinov tukaj pri nas. Tako da pač recimo ljudje pridejo na te dogodke, lahko izvejo z prve roke, kaj se dogaja z delfini tukaj pri nas in podobno. No. Recimo temu je namenjen tudi Dan delfinov, ki je primeren recimo tudi za družine, imamo dosti delavnic za otroke in tako naprej. No. Veliko stvari se dogaja takrat. Seveda vsi otroci imajo radi delfine, jih dojemajo kot prijatelje. Kakšna pa so tista splošna vprašanja, ki se gotovo ponavljajo na vsakem dogodku? Ali bomo videli delfine? To je seveda vprašanje, na katerega praktično ne mogoče odgovoriti. Delfini so tisti pač, ki ali pridejo ali ne pridejo dosti blizu. Tako da tudi mi nikoli ne vemo, kdaj in kje bomo videli delfine. Pa imajo kakšen prostor, kjer se morda pogosteje zadržujejo ali je povsem nepredvidljivo? Zelo nepredvidljivo, nimajo urnika. Tudi nam bi bilo dosti lažje, če bi se lahko zmenili poklicati, danes zjutraj se dobimo v Piranskem zalivu, ampak ne, temu ni tako. Pač dosti odvisno tudi od tega, kje je riba in pač kako se pomika recimo hrana in tako na ta način recimo tudi delfini sledijo. Sigurno pa uporabljajo, to že vemo, celotno slovensko morje in še več, tako da res nikoli ne vemo, kdaj in kje jih bomo našli. No, če ni mogoče zagotoviti, da bodo videli delfina, ga pa lahko posvojijo. Ja, tako je. To je en izmed naših programov, posvojite delfina. Seveda ljudje ne dobijo delfina na dom, namreč proučujemo divjo populacijo, ampak kot smo omenili prej, delfine že res zelo dobro poznamo, praktično že 16 let. Tako da jih tudi nekako dojemamo kot naše prijatelje včasih, bi lahko rekli. In prav za te delfine, 10 jih je, lahko jih najdete na naši spletni strani, kjer je kratek opis. Delfina si izberete, vsi delfini namreč pri nas imajo ime. Lahko bi jim dali tudi recimo kodo ali pa kakšne številke, ampak dosti lažje in tudi dosti prijetneje je delati z imeni, tako da vsaki delfin, ki ga prepoznamo, dobi svoje ime. No in prav za teh 10 delfinov, ki jih dobro poznamo, smo zapisali življenjepise, tako da to je ena izmed stvari, ki jih ljudje prejmejo, življenjepis, certifikat o potrditvi, da so delfina posvojili in pa našo majčko, pa razglednico, ki pač kažeta na to podporo, da pač se pripomogli k raziskovanju in k varstvu tega delfina, recimo, ki ste si ga izbrali. Kaj pa zajema en življenjepis delfina?
Na splošno recimo, ali je samec ali samica, recimo za veliko delfinov tega sploh še ne vemo, ker spol ni tako lahko določiti, razen če vidiš recimo, da ob delfinu na večjih opažanjih plava mladiček, takrat vemo, da je to samica in delfinova mama, drugače to malo težje je treba z genetiko ali pa kako drugače določiti spol. Potem recimo, s katerimi delfini se druži, potem nekoliko je opisan recimo karakter tega delfina, to so glavne stvari življenjepisano. Gotovo pa se zgodi, da istega delfina posvoji več oseb. Ja, 10 delfinov je na razpolago za posvojitev, tako da več ljudi lahko posvoji delfina, ki jim je všeč. Kako potem dejansko poteka to, glede na to, da kljub temu, da posvojimo delfina, ne moremo reči, to je pa moj delfin. Je pa ni, so vsi naši delfini, no? Tako mi pravi, naši delfini v našem morju, je pa res, da uporabljajo tudi večji del morja, ne samo tukaj pri nas. Se je kdaj zgodilo, da je bil kdo od posvojiteljev malce bolj posesiven, pa mu to ni ustrezalo? Ne, sej ljudem vedno vse lepo zapisano, pa razložimo, delfina se ne dobi, to je divja populacija, pa res, se prirejamo dosti dogodkov in res se trudimo, da tudi na Facebooku lahko spremljate, kdaj, ko imamo opažanja, pa kdaj, ko objavimo, tako da skušamo na prijeten način ljudem približati te delfine in vkolikor pogoji dopuščajo, recimo tudi na dnevu delfinov, jih poskusimo najti, sicer pa to ni zagotovilo, da se jih bo delfine dejansko tam videlo. Kakšni pa so možnosti, da se kot posvojitelji ali udeleženci tabora dejansko odpravimo na nekakšen izlet in vsaj poskusimo opaziti in videti delfine? Zdaj tako, posvojitelji so dobrodošli, da recimo pridejo, da pokličejo, se pozanimajo, kaj se dogaja s tem delfinom in tako naprej. Je pa res, da ne organiziramo izletov ali pa tako imenovanega dolphin watchinga, prav iz tega razloga, ker enostavno tudi mi ne vemo, kdaj in kje bomo delfine videli in ni vse, dosti smo odvisni tudi od vremena, ne moramo kar vsak dan iti ven, pa tudi samo raziskovanje, recimo, ko se odpravimo iskati delfine, to lahko traja zelo, zelo dolgo. Ni to nekaj, da bomo šli, ne vem, za pol urce ven, našli delfine in potem prišli nazaj, ne. Ne deluje to čistko. Je pa možnost za udeležitev na raziskovalne tabore, kamor se lahko tudi posvojitelji delfinov priključijo ali pa recimo podporni člani, ki imajo tudi popust, recimo, da pridejo na raziskovalne tabore. Tam pa recimo v teh 10 dneh je sigurno vmes dosti lepega vremena, ki nam omogoča res intenzivno iskanje in raziskovanje in dosti več možnosti, da delfine dejansko najdemo. In ponavadi jih, naj povem. Kateri so sicer poleg, se pravi, lepega vremena, optimalni pogoji za to, da jih opazimo? Ja, ena izmed zelo pomembnih stvari je recimo, čeprav sije sonce, to ljudem včasih, pa ko je slabo vreme, če pa sije sonce in je ful lepo, pa lahko se kopamo pa se. Lepo vreme mogoče za sončenje, ampak kolikor imamo recimo po Beaufortjevi lestvici več kot 3 stanje morja, glede na to, koliko piha veter, so tudi valovi ali višji ali nižji. In kolikor so valovi visoki, toliko, da se recimo že lomijo, ni zagotovljeno, da boš ti neko območje pregledal in delfine tam najdel. Tako da podatki, ki jih zbereš, niso primerni za raziskave recimo in za stvari, ki jih potrebujemo, tako da v takih primerih niti ne bomo šli ven s čolnom, ker takrat recimo se tudi bolj koncentriraš na to, da se držiš, kot da boš dejansko iskal delfine. Sprav stanje morja, potem tudi vidljivost. Delfine dež ne moti, niti ne burja, recimo oni surfajo v valovih, ampak pri nas pa je to že malo drugače, recimo tudi vidljivost je zmanjšana in spet to so pogoji, ki vplivajo na to, kako dobro lahko območje pregledaš in ali delfine najdeš ali ne. Nekako smo kar lepo povedali, na katere načine se lahko ljudje vključijo in pridružijo, vas podprejo pri vašem delu.
pa tudi zakaj je tako pomembno ohraniti naravo takšno, kot je, oziroma še poskrbeti, da bo ta še bolj čista. Omenila si tudi, da mnoge delfine spremljate že vrsto let. Koliko je takšnih, ki ste jih doživeli oziroma videli odraščati? Ja, to je pa dobro vprašanje. Namreč mladički, ko se skotijo, so že kar precej veliki, ampak pač ob večjih delfinih še vse izgleda zelo mali. Ampak mladičev ne dajemo še v fotoidentifikacijski katalog. Namreč, ko se skotijo, nimajo označenih plavuti. Delfini oznake dobijo v toku življenja, ko recimo se igrajo, ko se pretepajo, ko pridejo v stik s kakimi drugimi živalmi, pa se te oznake naredijo. Recimo, in mladiči praktično nimajo še dosti oznak, ko se skotijo. Z mamami ponavadi ostanejo 3 do 5 let in če niso označeni v tem času, potem, ko se enkrat odcepijo in grejo stran od mame, mi ne vemo več, kateri je ta delfina. Imamo pa nekaj primerov, recimo, ko so bili tudi že mladiči malo bolj označeni in jih recimo zdaj spremljamo in točno vemo, recimo, ta je pa mladič od te delfinke, recimo. In tako da, nekih je takih primerov, ampak ne pa prav dosti prav zaradi tega. Gre pravzaprav za njihove izkušnje, ki imajo dejansko brazgotine, zareze, oziroma na ta način se kažejo. Ja, tako. In v sklopu interakcije, recimo med socializacijo in to, delfini se dostikrat recimo tudi igrajo, kdaj se tudi kaj stepejo in tako naprej. In pač nimajo rok. Tako da pač recimo, ko se kaj grizejo in to pusti sledi, to so razne praske, brazgotince, kakšne se zacelijo, kakšne pa recimo tudi ostanejo. Prav na hrbtni plavuti, ki je vidno vsakič, ko delfin pride na površje, zato je tudi glaven del, ki se uporablja pri fotoidentifikaciji. Prednji del recimo je malo debelejši, zadnji pa je tanjši in prav tam potem nastane recimo več tašnih praskic, brazgotinic, zarezic, ki se plavut malo recimo tam bolj nacefra, kakšen del gre stran in potem to so te oznake, ki jih potem mi lahko uporabimo. So zate delfini prijatelji, morda druga družina? Kako jih dojemaš? Prijatelji, težko bi rekla, da so prav prijatelji, so pa sigurno bi rekla, ne vem, zelo nekaj osebnega, nekaj posebnega. Mislim, dosti dobro jih že poznam. Tudi oni recimo, ne vem, kot pravijo, se malo hecajo, jaz zdaj te pa sigurno že poznajo, ampak težko je reči, ne morejo, oni tega mogoče povejo, jaz ne vem, se jih tudi daj slišim, ko pridejo po čov, ampak nismo še tako daljši, da bi lahko komunicirala. Sigurno pa ja, če jih dojemam kot neko, lahko bi rekli skoraj kot drugo družino, sploh te, ki so tukaj stalno prisotni. Ana, hvala za obisk v studiu in predstavitev društva Morigenos. Vam pa tudi želim kar se da prijetne misli na morje, delfine, seveda se lahko tudi priključite in se vidimo prihodnjič. Inteligentne rešitve in zaščita. Moč. Inteligenten in učinkovit nadzor. Mednarodni koncern z 11 hčerinskimi podjetji po Evropi. S predstavništvi smo prisotni v več kot 60 državah. Razvoj kot ples. Korak za korakom snujemo rešitve in jih povezujemo v dovršene izdelke. Moč potrebuje nadzor.